Dr. Zdenka Čebašek Travnik, rojena v Murski Soboti leta 1955, kjer je končala osnovno šolo in gimnazijo, medicinsko fakulteto pa v Ljubljani, kjer je leta 1998 tudi doktorirala. 3 leta je službovala kot splošna zdravnica v Prekmurju, nato pa v psihiatrični bolnišnici Vojnik in v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana ter na medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je opravljala klinično, raziskovalno, izobraževalno, preventivno in publicistično delo na področju škodljive rabe in odvisnosti od alkohola. V obdobju od 2007 do 2013 je bila varuhinja človekovih pravic. Februarja 2013 pa se je vrnila na svoje strokovno področje. V zadnjih letih se posebej ukvarja z vprašanji etike in človeškega dostojanstva. Od februarja 2017 je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. Pomurska akademkinja dr. Zdenka Čebašek Travnik je ustanovna članica Pomurske akademije in vsako leto se veselimo njenih predavanj na konferenci Pomurske akademije, pa tudi sicer njenega prispevka v domače okolje, kamor dostakrat pride. Prišla je kak varuhinja človekovih pravic in prihaja tudi zdaj kak predsednica Zdravniške zbornice. Ta funkcija je face-to-face tesno vezana tudi z njenim strokovnim delom in seveda tudi s tem, kaj je tema njenega dnešnjega predavanja. Tonka je vrhunska strokovnjakinja, raziskovalka, je face-to-face širka ženska z eno veliko osebnostno integriteto. Ona se face dobro zaveda, da pacient zdravnika nica, kaj te beteže, kaj te nekako face odvisen od tistoga, što da njemi pomaga. In kaj tu ne samo stroka, liki kaj pri tome še dosta več. Zaupanje pacijenta do zdravnika in seveda tisto vzajemno sodelovanje. In vabim vas, ka vkuper poglednemo dnešne predavanje Pomurske akademkinje Zdenke Čebašek Travnik, ker da točno o teh temah face-to-face natančno nam povedala. V medicini se od začetka tega stoletja uporablja izraz profesionalizem, ni isto kot profesionalnost, ki označuje obliko družbene pogodbe temelječo na zaupanju med pacientom in zdravnikom na eni strani ter zdravnikom in sistemom na drugi. Osnove profesionalizma so zapisane v zdravniški listini in jih opredeljujejo temeljni principi ter kompetence. Temeljni principi so skrb za dobrobit pacienta, pacientova pravica do avtonomije in princip socialne pravičnosti na področju zdravstvenih storitev. Kompetence pa poleg zahtevanega znanja iz medicine vsebujejo tudi zaupnost in poštenost v odnosih s pacienti. Duševno zdravje je mejno področje različnih strok, doktrin in strokovnjakov, ki ponujajo različne postopke za pomoč ljudem, ki so se znašli v duševni stiski. Različne stroke bi morale imeti dobro označen teritorij svojih dejavnosti, torej kaj delajo in v kakšnih primerih so pristojne za dajanje pomoči, kajti le tako je mogoče postaviti jasne meje znanja. Na ta način stroka pridobi svojo avtonomnost glede na druga znanja ter hkrati omogoči učinkovito povezovanje z drugimi strokami. Za povezovanje med strokami na področju duševnega zdravja se uveljavlja sistemski način mišljenja, saj preko samorefleksivnosti in razumevanja svoje stroke lahko bolje razumemo vlogo drugih strok. Profesionalizem na področju duševnega zdravja. Zdaj, jaz sem v povzetku, ki ga imate noter v sami brošuri, napisala to, kar je bistveno. Ampak to, kar bom zdajle govorila, bo malo daljša verzija tega. Ja. Namreč, ko govorimo o etiki in dostojanstvu, večina strokovnjakov misli, da kar vejo, kaj to je. In nažalost smo že davno tega ugotovili, da je problem v tem, da tisti, ki najbolj govorijo o etiki in dostojanstvu, pravzaprav ne živijo te etike. Govorijo o njej, ampak delajo pa vse drugo.
In takih ljudi bi se morali bati. In seveda to ni neki pojav od danes, niti včeraj, ampak je pojav, ki ga spremljamo že dolgo in v medicini približno pred 15 leti, v začetku tega stoletja in tisočletja, so se na oni strani Atlantika odločili, da bi pa zdaj vseeno naredili en okvir, ki bi mu rekli profesionalizem. In zanimivo je, da so ta okvir dali v okviru Ameriškega združenja za interno medicino in naslov Physician Charter, se pravi zdravniška listina. O tej listini smo v Sloveniji vedeli pravzaprav zelo malo. Leta 2002 je o tem pisal profesor Drinovec, potem pa leta 2011 nekaj splošni zdravniki. Ampak pojem se ni usedel in tudi zdaj, ko se v okviru kampanje za volitve predsednika oziroma predsednice zdravniške zbornice predstavljam, ljudje zamenjujejo profesionalizem pa profesionalnost. Profesionalnost je samo manjši del profesionalizma. Kajti temelji profesionalizma so v teh stvareh, ki so tukaj napisane. Na prvem mestu mora biti skrb za dobrobit pacienta. Torej, najprej gledamo za pacienta. In če gledam jaz to stavko zdravnikov, ki je zdaj aktualna, je dostikrat ta skrb za pacienta bila potisnjena na drugo ali pa na tretje mesto, ampak smo dali na prvo mesto nekaj drugega. Druga stvar, ki je pri profesionalizmu pomembna, je pravica pacienta do avtonomije. Kaj to pomeni? Da pacient ne samo, da mora biti seznanjen z zdravljenjem, ampak se mora imeti tudi pravico odločiti, ali določeno zdravljenje sprejema. Določene oblike zdravljenja so takšne, da jih pacient iz različnih razlogov ne sprejme. Ko sem bila jaz mlada zdravnica, vem, da pacientom, ki se niso hoteli zdraviti na določen način, se niso hoteli, ne vem, operirati ali obsevati, preprosto niso podaljšali bolniške. In potem so ti bolni ljudje ostajali doma brez služb in seveda v žalosti in obupu umirali. Tega na srečo ni več. Bolnik ima pravico, da zdravljenje odkloni in če ga odkloni in ne more delati, mu bolniška seveda pripada. No, tretji princip tega profesionalizma je pa še posebej zanimiv, ker prihaja iz Amerike. Gre za princip socialne pravičnosti, kar pomeni, da bi naj zdravniki aktivno prispevali k temu, da imajo vsi zdravniki, vsi bolniki, vsi pacienti možnost za zdravljenje. In to naj bi spadalo tudi v profesionalizem. No, tukaj so naštete zdaj te značilnosti pa kompetence, ki jih v okviru profesionalizma naj vsak zdravnik obvlada. Teh ne bom naštevala, ker si lahko preberete potem. No, ampak zanimivo je pa nekaj. Psihiatrija je ponavadi zmeraj postavljena nekje ob stran v medicini, ne. V primeru profesionalizma pa nekako se kaže en drugi trend, da je znanje, ki ga ima in ponuja in uporablja psihiatrija, tista, ki lahko pripelje k boljši uporabi oziroma boljši aplikaciji ideje profesionalizma. Namreč psihiatri v času specializacije osvojimo celosten pogled na pacienta, ne samo na en organ ali pa na neki del telesa, temveč na človeka kot celoto, še več, ne samo na človeka kot posameznika, ampak tudi kot okolje, v katerem živi. In to naj bi bil pomemben prispevek k profesionalizmu. No, profesionalizem se je pa nekako začel širiti tudi v druge stroke. In sicer najbolj v psihologijo in o tem sem napisala en članek za mlade psihologe iz Mariborske fakultete za psihologijo. In tudi oni uporabljajo principe profesionalizma, malo modificirane, ampak vendar ideja se je prijela. Zdaj, zakaj govorim danes na tem srečanju o profesionalizmu? Zato, ker je področje duševnega zdravja pri nas, pa seveda ne samo pri nas, relativno slabo urejeno, pravzaprav relativno slabo regulirano. Zakaj gre? Mi imamo
različne stroke, ki pomagajo ljudem recimo v duševni stiski, in te stroke kar vsaka za sebe nekako misli, da zna to najboljše početi. In pojavljajo se vedno nove oblike psihoterapij, oblike ne vem kakšnih pomoči, osebnostne rasti in tako naprej. Problem nastane, ko en pacient začne tavati od ene do druge stroke in zmeraj sliši nekaj drugega. In vsi bi mu radi pomagali. Ampak kako zdaj to narediti? Ni stvar tako brezupna, kot se zdi na prvi pogled. Namreč ena sistemska terapevtka po imenu Karmel Flaškas je že leta 2002, isto leto, ko je izšla ta zdravniška listina, podala eno zelo dobro teoretično strukturo, kako naj bi to sodelovanje izgledalo. In pravi ona tako: najprej mora vsaka stroka zelo dobro povedati, kaj počne, in postaviti meje v odnosu do druge stroke. Kar pomeni, da ne, da vsi delamo vse, ampak da jasno povemo, kaj kdo zna delati. In šele potem, ko so te meje med strokami postavljene, se lahko dogovarjamo za način sodelovanja. In ravno sistemska teorija nudi zelo dober način, kako te stvari povezovati, in ne nazadnje skozi profesionalizem in te osnovne principe to povezovanje lahko tudi izpeljemo. Zdaj, v psihologiji, prej ste videli kompetence v medicini, v psihologiji so objavljene kot najpomembnejše tele. Pri obojih je pa značilno seveda določena vrsta samorefleksije, da torej pri svojem delu z ljudmi si tako zdravniki kot psihologi dovolimo, da smo tudi, bom rekla, samoreflektivni, pomeni z drugimi besedami kritični do tega, kar počnemo. Da ni vse dobro samo zato, ker delamo nekaj kot zdravniki, ampak da je dobro zato, ker bo koristilo pacientu in njegovi družini. Torej, en malo drugačen pogled, kot nas ga učijo na medicinskih fakultetah. No, zdaj, kaj se dogaja na področju duševnega zdravja? Tukaj sem navedla nekaj poklicev v Sloveniji in ti poklici so nekateri dobro regulirani, recimo psihiater je zdravnik, dosti ljudi meni reče: ti si psihologinja. Rečem: ne, jaz sem psihiatrinja. Kaj pa je razlika? Ena majhna, jaz sem prej končala medicinsko fakulteto. Ja, ampak ti tudi delaš, da se pogovarjaš. Ja, jaz tudi delam, da se pogovarjam, podobno kot psihologi ali pa klinični psihologi, vendar izhajamo vendarle iz drugačnih osnov. Zdravniki moramo za svoje poklicno delo imeti strokovni izpit oziroma specialistični izpit in licenco. No, specialisti klinične psihologije morajo tudi imeti specialistični izpit, ne rabijo pa licence. Ampak potem se nam pa pojavi še en kup drugih poklicev, kot jih vidimo tukaj nanizane, od katerih nekateri imajo strokovni izpit, recimo socialni delavci, nekateri pa ga za delo z ljudmi sploh ne rabijo ali pa sploh ni predviden. No, in zdaj bomo rekli, zdaj pa bogi pacient, ki tava od enega do drugega, eni delujejo znotraj zdravstva, eni znotraj sociale, eni kot nevladniki, eni kot čisti privatniki, eni z računi, eni brez računov, skratka, ena sama zmešnjava. Zakon o psihoterapevtski dejavnosti smo poskušali spraviti skozi Ministrstvo za zdravje pred približno 20 leti. Še vedno je v predalu. Vsak minister znova reče: bomo uredili, ampak ne prvo leto, in potem minejo tista leta, kolikor jim je namenjenih, in zakon je še vedno tam. No, psihoterapevti ga vzamejo ven, ker se vmes stroka razvija, pa bi ga malo dopolnili, ampak zadeva je še vedno tam, ki je bila. Nimamo urejeno. No, pa ni vse tako slabo, ker uspešne pa resnično preverjene psihoterapevtske šole vendarle imajo mednarodne licence. Se pravi, Evropska psihoterapevtska zveza podeljuje licence na podlagi zelo strogih kriterijev, in tisti terapevti, ki se ponašajo, to je lepa diploma, ki jo imajo nekateri obešeno, ki se ponašajo s to licenco, so seveda evropsko primerljivi in preverjeni, in če še imajo registrirano dejavnost, pa izdajajo račun, jim kaže zaupati, vsaj za začetek. Ja? Zdaj pa seveda to ni rešitev za vse. Namreč kaj se še dogaja?
tudi v teh strokah, ki jih omenjam, medicina, psihologija, socialno delo, se pa dogaja nekaj, kar ogroža profesionalizem. Kako lahko nekdo ogroža profesionalizem? Z arogantnim vedenjem, to kot je tukaj napisano, samovšečnostjo, nesposobnostjo, da bi stvari vodili tako, kot je treba. In o tem skoraj nočemo govoriti. In tudi jaz, ko zdaj v vlogi kandidatke o tem govorim, me v javnosti zelo demantira in reče, ne, to pa ni tako, to sam ti tako vidiš. Dobro, jaz gledam skozi očala profesionalizma in stvari bi se dalo tudi pri nas zelo izboljšati. No in če zdaj to primerjam, kaj v Sloveniji imamo, pa kaj bi lahko imeli, in ko se pogovarjamo z ljudmi, ki pašajo, da rečem po domače, v okvir profesionalizma, seveda razmišljamo tako. Ne čakajmo na državo, ki nam bo dala zakon, ampak se na podlagi teh principov, tistih, ki so nam skupni, združujmo in povezujmo. In ponekod to že počnemo in imamo tudi srečanja, ki jim rečemo neka multidisciplinarna srečanja in kjer recimo vsak iz svojega področja, zamejenega, kot smo rekli, kot je Flaškašova priporočala, predstavi, kaj bi v določenem primeru, določeno družino lahko naredili. Kaj lahko naredi pedagog, kaj psihiater, kaj psiholog, kaj socialni delavec. In mislim, da je to prava pot. Ja, zdaj ta skupni profesionalizem, o tem sem začela govoriti, je nekaj, kar seveda je kot neko seme, nekaj, kar bo usklilo, če bomo sejali. In če bomo posejali na več koncih, se lahko nadejamo, da bo tudi zraslo na več koncih. In ko bomo te misli, te ideje, ta pravila, tudi principe zbrali, bo najbrž čas, da bomo napisali tudi slovensko listino o profesionalizmu na področju duševnega zdravja. In s tem bi jaz zaključila, evo, točna na minuto. Hvala. Ja, zdaj pa, ko je 1 minuta ostala, bi pa samo povedala še, da smo o profesionalizmu skupaj sodelavci, ki se pripravljamo na volitve, napisali tole knjigo. Nekaj izvodov imam s seboj, mislila sem jih podeliti kolegom zdravnikom. Če ima pa še kdo kakšno ekstra zanimanje, pa seveda bom tudi še podarila. Malo propagande še, obstaja spletna stran z mojim imenom, cebasek_travnik.si, brez ločil, razen tiste pike pred si, in tam pišem tudi blog in mogoče vas bo zanimalo. Dostop je prost, knjiga je pa tudi na blogu in si jo lahko snamete brez plačila. V Sloveniji nimamo ne zakonov, ne drugih aktov, ki bi urejali odnose med posameznimi strokami in strokovnjaki na področju duševnega zdravja, poklicne kompetence pa niso dovolj jasno določene. Zatakne se že pri vprašanju, kdo oziroma kateri poklic lahko izvaja psihoterapijo, psihiater, psiholog, klinični psiholog, socialni delavec, družinski terapevt in še kdo. O pomanjkanju ureditvene zakonodaje je zato smiselno povezovanje med strokami in hkrati postavljanje jasnih meja med njimi. To bi bilo koristno tudi za uporabnike, ki iščejo pomoč.